No, še enkrat dobrodošli in ker smo v tem času, ko smo čakali na začetek, ker nam je Lovrenc pokazal čudovite slike, bomo začeli predstavitev pri njemu. Lovrenc Habe je namreč junija 2020 magistriral na Pedagoški fakulteti na smeri razredni pouk in je trenutno zaposlen v Dijaško-študentskem domu Koper. Tam v bistvu on skrbi, tam je zaposlen na delovnem mestu vzgojitelja, kar pa seveda ni isto kot vzgojitelj predšolskih otrok, ampak vzgojitelj v dijaškem domu, kjer v bistvu skrbi za svojo skupino. Lovrenc, koliko dijakov imaš? 15? 27. Za skupino 27 dijakov, s katerimi dela vsak dan po koncu njihovega pouka. In zato v bistvu tudi na tem delovnem mestu je njegov standardni delovni čas od 3 popoldan do 10 zvečer, z seveda nekaj izjemami. Sicer pa je honorarni sodelavec nacionalnega radia Koper Capodistria in urednik študentske oddaje na Radiu Kranj ter sodelavec zavoda UMI, to pa je zavod, ki se primarno ukvarja z nadarjenimi otroki. Od leta 2007 je tudi glavni urednik in ustvarjalec lokalnega časopisa Habetove novice, torej že 14 let. Lani pa je šla zadnja 93. številka tiskane verzije. 7 let je redno oblikoval študentsko oddajo Radio Blabla na Radiu Koper, bil pa je tudi predsednik kulturno-umetniškega društva Sloga, kjer še vedno letno pripravi preko 10 prireditev. Torej Lovrenc, magistrant študijskega programa Razredni pouk, ki je zelo aktiven na različnih področjih. Pozdravljen. Ja. Naslednja je z nami Nataša Živkovič iz študijskega programa Zgodnje učenje. Nataša Živkovič je zaposlena kot vzgojiteljica predšolskih otrok, ki pa je zelo predana svojemu poklicu. Na zgodnje učenje, na študij zgodnjega učenja se je vpisala, ker meni, da v bistvu za poklic vzgojitelja v vrtcu, vzgojitelja predšolskih otrok, ni nikoli dovolj znanja, saj je kurikularnih področij kar 6, 9, če upoštevamo vsako posamično področje umetnosti. Ima številne hobije, med katerimi sta ljubezen do sobnih rastlin in pa šivanja. Mogoče se nekateri celo spomnite, da se je včasih ukvarjal tudi s humorjem in stand-upom. Rada je v stiku z pedagoško fakulteto, ker se vedno dogaja kaj novega in vedno lahko nekako tudi pripomore k izboljšanju prakse, tako študijske kot tudi drugačne. Ravno prejšnji teden je tudi sodelovala kot študentka zgodnjega učenja na razgovori z Nacionalno agencijo za kakovost visokega šolstva, kjer so strokovnjaki v okviru reakreditacije fakultete prišli in opravili te razgovore in se jim moramo zahvaliti, ker je reševala čast naše fakultete, ker jim je povedala, kako smo fajni. Tako, pozdravljeni, Nataša. Naslednja je z nami Tjaša Ban. Tjaša Ban pa je ena prvih študentk na naši fakulteti, ki se je vzporedno vpisala na 2 študija. Tjaša je sicer zaključila takrat še študij edukacijskih ved, torej današnje pedagogike, in se vpisala na študij inkluzivne pedagogike, no ravno takrat pa se je odprl prvič in sicer samo izredno študij socialne pedagogike. Je bilo izredno, ne Tjaša? In ti si bila ena od 2 študentk, ki sta se takrat vpisali vzporedno še na ta študij. Sicer pa poleg tega, da je bila vzporedna študentka, jo je nekako zaneslo življenje bolj v drugo smer. Trenutno je zaposlena namreč v plastiki Skaza na delovnem mestu menedžer za razvoj poslov in skrbi za razvijanje ter implementiranje strategije vstopa na nove trge. Zaradi predhodne karierne poti pravi, da se je prijel vzdevek kamelca. Zdaj, da to razložimo, je namreč soustanoviteljica slovenskega start-up podjetja, ki se ukvarja z proizvodnjo oziroma s prodajo hrane za dirkalne kamele na Bližnji vzhod. Tjaša, mogoče boš sama pol še kaj več o tem razložila. Preden se je pridružila ekipi kreativnega oddelka Skaze, je bila pa 2 leti in pol v ekipi ustvarjalnika, najprej kot vodja pisarne, potem pa kot poslovna direktorica samega podjetja Ustvarjalnik. Ves čas svoje karierne poti je bila zelo aktivna, zato si je pridobila ogromno izkušenj z področja prodaje, mednarodnega poslovanja, vodenja projektov ter izkušenj iz javnega govorništva. Tjaša, živjo. Živjo. Še enkrat bom vprašal, gospa Kristina, mogoče ste že z nami?
gospa Kristina je prisotna, a ji nekaj ne deluje. Ok. Ja. Mi vas ne slišimo in ne vidimo. Verjetno, ja, lahko je kaj s povezavo, ker drugače bi vsaj kamera ali pa vsaj mikrofon delala. Dobro, vas bom predstavil, pa bomo nekako skombinirali tudi s tem chatom. Hvala. Torej, gospa Kristina Klecin je pa diplomantka našega študijskega programa York, kar je v bistvu krajše za izobraževanje odraslih in razvoj kariere. In za tiste, ki še vedno se vam ne sanja, kaj ta študij je, to je v bistvu študij andragogike in pa nekako razvoja kariere. Letos teče že 32. leto, odkar je zaposlena v javnem zavodu RTV Slovenija, natančneje v regionalnem RTV centru Koper Capodistria. Že 3. leto vodi radijsko produkcijo, predtem pa je opravljala delo v radijskem arhivu kot dokumentarist-informator. V prostem času je njena ljubezen kolo in aktivno kolesarjenje, ki jo omogoča razne izlete in spoznavanje geografskih lepot ter kulture in gastronomije. Čas pa si vzame tudi za slikanje na platno, rada kuha in išče nova znanja ter jih deli. Kdor jo pozna, pravi, da je pustolovskega značaja in v nenehnem movingu. Kristina, pozdravljeni še enkrat. In kot zadnja je z nami Elen Stanič. Tudi Elen Stanič je zaključila študij predšolske vzgoje na 1. stopnji, se kasneje vpisala na študij inkluzivne pedagogike, potem pa jo je nekako zamikalo tudi v učiteljske vode. 1 leto opravljala izpite dodatnega letnika, kot se mu je takrat še reklo. To je bil tisto vmesno leto, da se je potem lahko vpisala vzporedno še na magistrski študij razrednega pouka. V letošnjem letu Elen namerava zaključiti oba ta študija, magistrirati na obeh teh študijih. Kakor vem, namerava letos opraviti tudi strokovni izpit, tako da učenja ji ne bo zmanjkalo, ampak verjamemo, da ji bo uspelo. Sicer pa je poleg tega, da redno študira, da je redna študentka na kar 2 študijih, je tudi redno zaposlena na osnovni šoli Koper, kjer je prejšnji teden ravno prevzela novo razredništvo 2. razreda. Tako da prostega časa ravno nima toliko, kot bi se ga mogoče želela in zaslužila, pa vendar, ko si ga vzame za združenje s prijatelji, tek ali pa sprehod ob pomirjajočem morju. No, moram reči, ker sem njen sosed, pa zadnje čase večkrat opazim, da so se spet začeli treningi, namreč trenira tudi judo. Elen, pozdravljena. Lep pozdrav. Tako, nekako smo dobili vpogled, kdo ste današnji sogovorniki. Tako da bi pa zdaj nekako predal besedo vam, da ne bom jaz več govoril, pa bi najprej šel kar tako, kot smo začeli s predstavljanjem. Evo, dober dan, pozdravljeni. Slišimo vas še ne, ampak slika pa je zdaj. Mogoče, če predlagam, ker to se je meni zgodilo, zgoraj takoj, ko je pač ta dolg link, je ena ključavnica in če se klikne na ključavnico, tam ponavadi potem so pač manevrira in uredi, da se lahko sliši. Klikne na ključavnico in če morda bo uspelo. Lahko pa gremo naprej. Ok, vidimo vas že, to je super. V glavnem, Lorenc, pa bom vprašal tebe. Ti si bil študent razrednega pouka, že med samim študijem si se kar precej vključeval tudi v druge aktivnosti na fakulteti, pa me zanima, kako je sploh študij, kako si ti videl študij, si dobil od njega, kar si pričakoval, si dobil več ali pa drugo, nekaj, kar nisi pričakoval, glede na to, da si počel in danes počneš nekaj ne tistega, za kar je študij primarno mišljen. Torej nisi učitelj v osnovni šoli. Ja, na začetku, 1., 2., mogoče tudi še 3. letnik, sem si želel biti učitelj v osnovni šoli, tudi na praksih mi je bilo zmeraj zelo prijetno in sem ugotovil, da je nekako to tudi nekaj, kar si želim početi v življenju, ampak hkrati, ko pač delaš še druge stvari, pa obštudijske stvari, pa ko se v bistvu spuščaš še v kakšne druge vode, ne vem, tako malo novinarske, kot tudi igralske,
vidiš, da mogoče obstajajo še boljše stvari na tem svetu, kot je učenje v osnovni šoli. Tako da nekako kombinacija malo tega učenja in pa tudi teh obšolskih dejavnosti je prav tukaj tudi v dijaškem domu, kjer pač, če je treba, moram kaj naučiti. Bolj važno pa je, da sem tem dijakom tukaj v dijaškem domu nekako, jaz zmeraj rečem, druga mama, gledam njihove ocene, zvečer preverjam prisotnost, če so problemi, se mi potožijo, tudi to se je že zgodilo, čeprav sem tukaj zaposlen komaj 2 meseca. Tako, sem pa tekom študija spoznal veliko enih tudi novosti, bom rekel, tudi na področju študija. V bistvu ta razredni pouk mi je dal tako, bi rekel, eno drugo gimnazijo, ponovitev vsega, kar smo se učili prej. In, kar je zelo važno, da znam na enostaven način kakšne kompleksne stvari razložiti. To se mi zdi, da mi je dal študij razrednega pouka. No, če še tukaj samo omenimo, da v bistvu veliko si delal že prej z mladimi in svetoval in tudi mogoče boš v prihodnosti neke vrste karierni svetovalec, ker se ti to malo obeta. Tako da v bistvu res, razredni pouk je neka širina. Vedno tudi, tudi sam sem namreč študiral na razrednem pouku, če samo smem dodati, da je res mogoče tukaj ne tako poglobljen študij, ampak predvsem širok. Bolj kot neko znanje, ki se ga poglobi, se res nekako širino dobi. No, Lovrenc, ti si bil tak, ki je nekako ušel ven iz samega dela razrednega učitelja, zato bom pa zdaj skočil na Elen, ki pa je primarno mislila, da bo sigurno vzgojiteljica predšolskih otrok, tudi srednjo vzgojiteljsko šolo si končala. Potem si se pa v bistvu sredi študija inkluzivne pedagogike odločila še za razredni pouk. Kako to? Kaj te je prepričalo? Kje se vidiš pa potem, čez leto, 5, 10? Res je, jaz sem že kot otrok vedno govorila, da bom, ko bom velika, delala v vrtcu in zato sem se za študij predšolske vzgoje tudi odločila. Potem, ko sem pa začela v vrtcu delati, sem pa videla, da si želim še česa drugega oziroma vsaj poskusiti še kaj drugega. Takrat smo imeli na predmetniku predmet specialna pedagogika, ki me je potegnil nekako vase, da sem spoznala te posebne potrebe in zato sem se odločila za inkluzivno pedagogiko. No, naneslo je tako, da sem pričela opravljati prakso z enim učencem z posebnimi potrebami na osnovni šoli in takrat se je ponudila slučajno priložnost, da me zaposlijo kot učiteljico podaljšanega bivanja. Takrat sem službo z veseljem sprejela in življenje nas vedno popelje tja, kamor nas mora, tako je mene pripeljalo do enega razreda in že ko sem prvič stopila v razred, sem ugotovila in si rekla, da pa je to mogoče tudi nekaj, kar si želim in kar je vredno poskusiti. Tako da sem potem žrtvovala to dodatno leto za opravljanje izpitov, da sem potem lahko se upisala normalno na magistrski študijski program razredni pouk. In vsak dan si rečem, da sem zelo zadovoljna, da sem se za to odločila, kljub temu, da je bilo naporno, da še danes je naporno. Če pa potegnem črto in ti odgovorim, Matija, še danes ne vem točno, kaj si želim opravljati oziroma za katero od teh smeri se bom odločila. Če bi lahko sama izbirala, bi verjetno vse skupaj malo pomešala in določene procente opravljala delovno obveznost v razredu, določene za učenci s posebnimi potrebami. Tako da glede tega bom morala še nekaj časa preteči, da pridem do te prave odločitve. Vsekakor pa na vseh od teh področjih zelo uživam. No, je pa sigurno to treba poudariti, da tako Tino kot recimo Tjaša lahko poveste, da tudi vzporedni študij ti spet da neko dodatno širino, ne samo, pa ne gledamo samo iz vidika zaposljivosti, ampak tudi potem dejanskih znanj, ki jih dobiš in ki jih lahko nekako komponiraš v svoje delo, pa karkoli že to je, ne? Točno to. Karkoli že študiraš poleg osnovne predšolske vzgoje ali pa osnovnega razrednega pouka, se mi zdi neka dodana vrednost. Dejstvo je, da živimo v svetu, v raznolikem svetu. Otroci in učenci imajo, konec koncev tudi mi imamo vsak svoje posebne potrebe
in če poznaš to področje, se mi zdi to velika dodana vrednost in v bistvu sebi olajšaš delo, vsekakor pa na prvem mestu bolje in kvalitetneje delaš s učenci, ki potrebujejo drugačne pristope, potrebujejo drugačne učitelje z novimi znanji, ki jih mogoče pred 20 leti niso prakticirali. Hvala lepa, Elen, pa mogoče bi te izkoristil tukaj še malo, kajti ti si ena pač teh, ki ste dejansko delali dodatni letnik, ki zdaj sam kot tak ne obstaja več, ampak to samo formalno, kar pomeni, da se temu ne reče več dodatni letnik. Še vedno pa bo tiste, ki želijo dodatni letnik, no, da razložimo, je namreč tisto dodatno leto, ki ga morate opraviti, če se vpišete iz katerega koli drugega študija, prvostopenjskega, ki ni na razredni pouk, na magisterij razrednega pouka. Ne? In zato, ker je razredni pouk študij, ki se dela 4 leta na prvi stopnji in pa leto na drugi stopnji, je tisto vmesno leto treba nekako nadoknaditi. Pa če samo poveš, no, kaj te je čakalo v tem dodatnem letniku, ker recimo tukaj je Lejla, ki je trenutno na pedagogiki, pa če jo to zamika, kaj jo bo čakalo, kako naporno je, kakšne so obveznosti. Tako, v tem dodatnem letu se v bistvu opravlja izpite nekako 3. in 4. letnika do diplomskega študijskega programa razredni pouk in ta dodatni letnik oziroma ta dodatni letnik obsega nekako izpite vseh didaktik na razrednem pouku. Torej enke, dvojke, začetne didaktike, da lahko potem na magistrskem študiju se snovjo nadaljuje oziroma se te didaktike opravi točno v tem dodatnem letniku, ker so pač ti didaktični predmeti pogoj za poučevanje na razredni stopnji. Ritem v tem dodatnem letniku je kar naporen, ker moraš pač obiskovati predmete v bistvu z 2 različnimi letniki. Se pa da vse skupaj izpeljati, profesori situacijo razumejo, se tudi prilagodijo, so zelo razumevajoči in mislim, da če se za to odločiš in imaš željo po upravljanju vseh teh izpitov, ne boš imel nobenih težav. Najlepša hvala, Elen. No pa, če si ti recimo začela svoj študij na predšolski vzgoji oziroma si študirala, da boš nekoč vzgojiteljica predšolskih otrok, pa je to tudi postala gospa Nataša. Ona je doštudirala na študiju predšolske vzgoje, na prvostopenskem študiju, nato pa se je odločila za študij zgodnjega učenja. Zdaj, ravno študij zgodnjega učenja je velikokrat tak študij, za katerega študenti prvih stopenj vprašajo, kaj sploh je to, kaj po koncu lahko počneš, kaj je drugače, kako se nadgradi predšolska vzgoja. Nataša, kako vi vidite to razliko, kaj ste dobili več na študiju? Kako se to pozna tudi pri vašem delu? Ja, jaz se pravi, sem diplomirala, oziroma sem že delala, sem diplomirala, sem delala, ampak je vedno, tako kot v predstavitvi, je kurikularno področje zelo široko in to ni samo en predmet in je, tako kot je rekla Elen, zelo lepo, smo vsi različni in razumevanje te različnosti pomeni imeti tudi veliko znanja in meni se vedno zdi, da premalo vem, oziroma vedno citiram, vem, da nič ne vem in da ima vedno to potrebo, da se še učim, ker potem tudi boljše delaš, bolj res izhajaš iz otrok, bolj razumeš, kaj je to participacija, karkoli že, ogromno je tega. In se mi zdi, da se je tako zelo lepo je nadgradilo in mojo prakso in tisto predšolsko prvo stopnjo. In jaz bi rekla, da bi vsi mogli iti po prvi stopnji še na drugo stopnjo zgodnjega učenja, če delajo v vrtcu. Tako, res nadgraditi. Tako določeni predmeti si prav videl, da so dvignili nivo komunikacije oziroma pač besedišče je bilo bolj zahtevno, čisto drugi učitelji so postali, no. Bilo prav res druga stopnja. Tako jaz bi, ne vem, super je bilo različnosti pri Sonji Rutar, pri Boroti se je videlo pri glasbi oziroma otrok v okolju glasbe. Znanstvene besedila so bila tudi en takšen predmet, ki mi je ogromno dal, kaj še, naravoslovje je bilo odlično pri Jani Plazar, prav nadgrajevalo se je in sem vesela, bi šla še enkrat. Šla bi tudi na inkluzijo, šla bi tudi na... Tako da me veseli, da so tle sami taki mladi upi, ker ste vsi tako kar predvsem mlajši od mene in me veseli, no, da ste vedoželjni in da je upanje za nas.
Super. Sigurno je. No, ne Ja, povem, sigurno, pa da ravno videti, to, kar ste vidiš. govorili. Pardon, Ja. kar. Kar reči mi ti, prosim. Dobro, zmenjeno. Kot si rekla, Nataša, da bi svetovala vsakemu, da nadaljuje študij na drugi stopnji, torej recimo tudi zgodnjemu učenju lahko rečemo nekako pogovorno druga stopnja predšolske vzgoje. Mi je ravno dekanja danes, smo se pogovarjali, rekla, da na ministrstvu se pripravlja tudi neka sistematizacija delovnih mest, ki bi sicer bila dolgoročna, bi bilo neko vmesno obdobje, ampak načeloma, da bi bil zdaj za vzgojitelja potrebna druga stopnja in za pomočnika vzgojitelja prva stopnja. Ne ve pa tudi sama, kako naj bi uredili s tistimi, ki končajo samo srednjo vzgojiteljsko šolo. Kaj bi potem oni lahko delali. Ampak slej ko prej se sigurno obeta ta sprememba. Tako da mislim, da tisti, ki bodo res želeli imeti neko globje znanje na področju predšolske vzgoje, da je ta študij zares primeren. Ja, kot na Finskem tako končajo magisterij in si zelo želijo in tudi cenjen poklic, to je tudi zelo zanimiva debata, kako se upošteva naš poklic, kako ga razumejo. Smo samo šiore, ki pijejo kafetko in čuvamo otroke, smo strokovnjaki na svojem področju. Tako da jaz sem da. Tudi inkluzivno, jaz bi kar vprašala, kaj je v inkluzivnem še. Tisti, ki ste delali vzporedno, mislim, da je Ina, ta, ki bi morala biti namesto mene, ona je delala oba študija hkrati, zgodnje učenje in inkluzivno, kaj ne? Ja, in pa tudi Elen in Tjaša sta delali obe tudi inkluzivno. Tako da, še vedno se da, je pa tako, da en študij je brezplačen, in drugega je potrebno plačati. Zdaj, včasih je bilo majčkeno drugače še, pred tistim famoznim ZUJF-om, Zakonu o uravnoteženju javnih financ. Ampak seveda, se pa poredki študentje to odločijo. Kaj pa če, naprimer, jaz sem pred zagovorom in zaključim in bi se želela, naprimer, oktobra vpisati na inkluzivno, kako je pa potem to? Lahko se, ampak spet, če ste izkoristili možnost brezplačnega študija, je potrebno drugi študij plačati. Ker vedno je brezplačen samo en študij na stopnjo z tistim plus enim letom, ki je lahko koriščen absolvent ali ponavljanje letnika ali pa prepis. Ok, hvala za informacijo. Izkoristim že, ki sem hotel. Ja, seveda, se tudi na koncu bo še čas za kakšna taka vprašanja, ki so zelo uporabna, ker iz tega se največ izve. Lahko tukaj samo še dodamo to, da v bistvu zgodnje učenje je edini študij sploh na fakulteti, ki se vertikalno nadaljuje. V bistvu imamo prvo stopnjo predšolsko vzgojo, imamo drugo stopnjo zgodnje učenje in imamo tretjo stopnjo zgodnje učenje, torej doktorat iz zgodnega učenja. Res je. Noben drug študij nima tega, ker v bistvu edini doktorat, ki ga imamo poleg zgodnega učenja, je doktorat iz edukacijskih ved, kar bi bilo nekako bolj obča pedagogika, širše pedagoško področje. No pa, če smo bili zdaj pri majhnih otrocih, pa zdaj skočimo na malce starejše. Gospa Kristina, vam deluje mikrofon? Ker zdaj zraven vam piše, da je izklopljen mikrofon. Prej pa ni bilo sploh tega znakca. Ne bo šlo, nič hudega. No, tukaj lahko povemo, da gospa Kristina pa je doštudirala na programu York, ki je pa v bistvu program, ki nekako najbolj, bom rekel, seka ven izmed ostalih, ker ni namenjen delu z otroki, ampak je namenjen delu z odraslimi, z izobraževanjem odraslih, vseživljenjskim učenjem in pa razvojem kariere. Tako da mogoče bi vas prosil, če pa v chat napišete, ker vi delate na Radiu Koper, kjer v bistvu je povsem drugo delo kot v nekem vzgojno-izobraževalnem zavodu, pa če napišete, kako da ste se odločili za študij Yorka in kaj vam je ta študij dal, kako se lahko pač z njim danes pomagate pri svojem delu. Kristina piše, vidimo. Kristina že piše. Ste zaključili razredni pouk prej? Se pravi, naša fakulteta pokriva celotno pedagoško sfero, od tam najmanjših do najstarejših. Tako, ja. In v bistvu tukaj med tem še lahko dodam samo to, če koga zanima, da v bistvu tako York kot zgodnje učenje sta redna študija, ki pa se izvajata po sistemu izrednega študija.
kar pomeni, da tudi v bistvu sta namenjena študiranju ob delu, ker je samo popoldne so predavanja od 4 do 8 naprej. Je že nekaj napisala? Aha, je bilo potrebno iz razrednega pouka, ki ste ga sigurno delali po starem še, ne? Je bil še 4-letni program razrednega pouka, ste mogli potem še 13 diferencialnih izpitov narediti. To je nekako dodatni letnik, skoraj da. Je tako, Elen, je taka številka. Kar podobna, ja. Aha, to pomeni 13 izpitov plus, mislim, tretji letnik plus 13 dodatnih izpitov. Ja, to je bilo sigurno naporno leto. Ste tudi delali takrat zraven, ali ste samo študirali? Aha, ja. Potem si predstavljam, da kakšnega skoraj da prostega časa takrat ni bilo. Aha. No, to je super poteza delodajalca. Ste bili že na radiju takrat? Aha. A je bilo mogoče potem to tudi kaj sofinancirano strani delodajalca? A, to pa ne. Ja, seveda, ker druge stopnje še niste opravljali in je bila torej brezplačna. Ja, je res, tukaj zdaj, če nekako povzamemo, da York sigurno da nekih širokih znanj za delo z ljudmi, za komuniciranje, za svetovanje, je tako. Tako da ne glede na delo, ki ga kasneje človek upravlja, tam dobi neka taka znanja, ki mu v timskem delu zelo, zelo prav pridejo. Ja. Sigurno dobiš neka znanja, da potem znaš voditi nek kolektiv, nek tim. Hvala lepa za enkrat, gospa Kristina. No, zdaj pa, ko smo pa pri kolektivu in timu, tudi Tjaša je bila do zdaj že vodja kar nekaj timov, kar nekaj kolektivov in se je znašla v kar nekaj takih zanimivih, bom rekel, kariernih situacijah, ki so včasih kar malo težko verjetne, ampak so povsem resnične. Zdaj, Tjaša je doštudirala, kot rečeno, na pedagogiki, ampak potem se je odločila za vzporedni študij inkluzivne in socialne pedagogike. V tem pa nikoli, Tjaša, nisi delala. Ampak prepričan sem zdaj, če nam malo opišeš, malo bolj podrobno, kot sem jaz na začetku, kaj vse si počela, da so ti pa sigurno ta znanja nekako prišla prav pri tvojem delu, ker si bila konstantno v stiku z ljudmi, konstantno si mogla delati z, če se po domače izrazi, raznimi kalibri, tudi si nam že pravila razne zgodbice. A ti je kaj koristilo, kar si na teh dveh študijih pridobila tudi pri tvojem delu?
Ja, definitivno me je koristilo. Nisem v bistvu, še preden sem zaključila študij, sem že začela delati v podjetju, tako da nisem nikoli bila zaposlena v šoli ali pa v vzgojno-izobraževalni ustanovi. Sem v bistvu zelo hitro me je odpeljalo v svet podjetništva zaradi tega startupa, ki smo ga začeli, potem se zaposlila na Ustvarjalniku. Zdaj sem pa pač, kot že prej omenjeno, menedžer za razvoj poslov na Skazi. Jaz delam zelo ogromno, oziroma ves čas sem delala veliko s strankami, z ljudmi, potem v timih, pripravljala strategije. Na Ustvarjalniku sem v bistvu tudi veliko predavala, vodila delavnice, predavala sem tudi v Ameriki na MBA programu Univerzi v Koloradu. Tako da v bistvu sem ves čas delala neke stvari, pri katerih sem izkoristila znanje iz študija, torej komunikacijo, delo z ljudmi, vse te stvari, ki sem se jih naučila o psihologiji, pedagogiki, o ljudeh, spretno uporabljam pri prodaji, ker v bistvu moj način prodajanja zelo temelji oziroma delanja s temi partnerji, ki jih imam, zelo temelji na vzpostavljanju odnosa in res delam take dobre, dolgoročne odnose, ki so bolj ne na številkah, ampak res na tem čutu za ljudi, in se mi zdi, da so to vse stvari, ki so mi zelo pripomogle v času študija, dal mi je tudi študij širino, možnost, da sem pač videla različne smeri, se potem malo umaknila od tega, kar sem prvotno študirala, ampak čisto vse sem pa nekako tudi potem izkoristila pri svojem delu. No, če se jaz prav spomnim, si takrat, ko si še, preden si šla v, bom rekel, podjetništvo, si želela delati celo v zaporu, oziroma takrat te praksa vlekla v zapor. Tako da mogoče, če opišeš še malo sam študij socialne pedagogike, ker si v bistvu, mislim, ja, tukaj edina predstavnica socialne pedagogike, tudi to je v bistvu nek študij, ki malo izstopa ven od ostalih študijev, ravno zaradi tega, ker se ukvarjajo tisti, ki v tem poslu ostanejo, z nekimi drugačnimi skupinami ljudmi, mogoče malo bolj s tistimi na robu, na socialnem robu, na marginali, tako rekoč. Če mi poveš, kaj bi svetovala, kakšen mora biti človek, ki... Zdaj se sliši. Zdaj se vas sliši. Kristina, vas slišimo. Lepo. Tako. Ja, ker povej. Tako. Kaj misliš, recimo, ali je tudi poseben karakter potreben človeka, ki se vpiše na socialno pedagogiko? Ker tam res vidiš, doživiš marsikaj, moraš biti tudi sposoben marsikakšno težko stvar reševati in tako. Ne gre le za neko predajanje znanj in učenje in tako, ampak bolj kot tudi za neko svetovanje. Mislim, da socialna pedagogika kar precej izstopa od ostalih študijev, zaradi tega, ker res delaš z ljudmi oziroma s populacijo, ki pač izstopa. Imajo tudi precej težav, se znajdejo res v težjih situacijah kot ostali, tudi zgodbe so težke v ozadju. Jaz sem delala prakso v projektu v zaporu, jaz sem tudi v sirotišnici v Srbiji nekaj časa na praksi, potem v vzgojnih zavodih, socialno delo, in vse to so bile res take težke zgodbe, in se mi zdi, da jaz bi rekla, da tukaj predvsem zahteva nekoga, ki sprejema veliko stvari, ki nima predsodkov, ker težko je ukorakati v zapor z nekimi predsodki pa obsojenjem ljudi in potem dejansko sedeti za mizo z njimi in se z njimi pogovarjati. Tako da jaz teh težav nikoli nisem imela, sem zelo rada delala z ljudmi, ki pač so nekako v težjih situacijah in tudi sebe spoznaš, pa spoznaš, kaj vse smo ljudje prisiljeni včasih v določenih situacijah narediti, in v bistvu ne jemlješ tudi svoje življenjske situacije več tako samoumevno, ker so to res težke stvari in se lahko marsikomu zgodi. No, hvala lepa, Tjaša. Zdaj pa mogoče, ker se ravno slišimo, ker ste uspeli usposobiti, super, da nam še malo vi poveste, opišete program York. Kot rečeno, ja, to je, drugje se lahko ta študij imenuje tudi andragogika, čeprav tukaj ne gre samo za andragogiko, to je važno. Gre za veliko več. Tako.
V bistvu ta program ponuja ogromna znanja na področju, ponuja ogromno znanja na področju pridobivanja takih posebnih znanj, ki ti omogočijo, da lahko potem vodiš skupino. Veliko menedžerskih takih znanj, je pa ta znanja, ki so vezana na pedagoška znanja, so recimo, kako poteka ocenjevanje, ker tudi v javnem zavodu imamo ocenjevanje, ne? Potem prepoznavanje ključnih kadrov in kako iz njih razviti nek dolgoročni razvoj, da ne stagnirajo na istem mestu s temi letnimi pogovori, da ne narediš za vsakega posameznika nek načrt, kako bo gradil svoja znanja in potem napredoval, ne? Seveda tu so potem bila pomembna znanja z področja recimo projektov, ker pri nas se ogromno projektov dela, ne? Ta znanja so mi prišla prav. Zagotovo psihologija, kajti v službi imate različne starostne skupine, torej in ti moraš vedeti od svojega zaposlenega, v katerem obdobju je v svojem razvoju, kakšna so njegova pričakovanja, da lahko potem postaviš to povezovanje med tistimi, ki so starejši, ki imajo veliko že znanja, kakšne so njegove potrebe, ali pa nekdo, ki komaj stopa v službo in ima drugačna pričakovanja. In če obvladuješ to psihologijo ljudi, veš, kako potem to skupino povezati, da smo vsi enotni in da lahko gremo naprej. Zato jaz pravim tako, ne, kdor se loti menedžerskih vod, zagotovo bi moral imeti andragoška, pedagoška znanja, ker če ne, potem ga ljudje odnesejo. V bistvu si motivator, učitelj, pedagog, psiholog in če to znaš združiti, potem imaš močno ekipo, ki lahko premaguje marsikaj. Ja, vsekakor res. Vsekakor res in v bistvu nekako zdaj iz tega pogovora z vsemi lahko že nekako strnemo, da bi bilo najboljše, če bi lahko vsi študirali vse te smeri, na vseh teh smerih, s katerimi danes se ukvarjamo, o katerih govorimo. Ja. Pa je res, sigurno je res. Ne? Ja, jaz bom rekla, seveda jaz imam veliko drugačnih izkušenj, jaz v šoli sicer nisem delala, ampak recimo zagotovo med mano pa med nekaterimi, ki so tudi vodje, ki nimajo pedagoških, andragoških znanj, je velika razlika. Razlika je v tem, da ljudje, ki prihajamo iz pedagoških ved, drugače prisluhnemo ljudem. Začutim, torej mi imamo veliko več čustvene inteligence kot ostali. Bi rekel človek, oni so zelo hladni, mi pa znamo začutiti človeka in tako, jaz rečem, da imam svoj razred. Je isto, samo odrasli. Isto je, isti postopki, vse enako, kot da si v razredu. Ja. In jaz sem hvaležna temu programu, da je pa premalo prepoznaven in bi morda veliko več se dalo narediti, da bi se ga predstavilo, ne samo kot andragoško zadevo, pač pa kot smer, ki daje znanja in spretnosti za menedžerske vode, no, tako bom rekla. Veliko več kot tisti, ki so na menedžmentu, to pa vam jaz zagotavljam. Ja, in ravno zaradi tega, ne? Ravno zaradi tega, ker je na pedagoški fakulteti in ker se vključuje neka pedagoška in andragoška znanja. Ja, ker namreč v službah danes vi imate letne razgovore, imate ocenjevanje, imate plan, morate torej narediti nek plan svojih zaposlenih, kako bodo se razvijali in tega na menedžmentu nimajo in zato sem jaz imela prednost, ko sem morala še drugim razlagati, kaj to pomeni, ne? Ja. No, kot ste rekli, tudi meni se zdi, da ravno program York in pa program Zgodnje učenje sta po krivem malo zapostavljena. Ravno zato, ker nekako mogoče tukaj nekoč, ko se je ustanovil program ali pa še danes, mogoče PR ni bil ravno dober. Ni bila dobra predstavitev programa, predstavitev kompetenc, ki jih nekdo pridobi
In res sta dva zelo uporabna programa, tako pri vas, kar ste rekli, za vodenje nekih timov, kot pri zgodnjem učenju, za neko res nadgradnjo, za neko mogoče boljše znanje na področju predšolske vzgoje. In bi bilo res treba nekako še bolj razširiti. Čeprav vpisno se nekako povečuje, ampak minimalno. Tle so tudi torej znanje ne samo za vodenje, ampak recimo lahko se izredna znanja so na področju, kako posamezniku pripraviti nek karierni razvoj. Jaz sem to sama v magistrski svoji nalogi tudi izpeljala, tako da smo z nacionalnimi poklicnimi kvalifikacijami popravili delovne pogodbe posameznikom, tisti pač, ki niso imeli formalno neko izobrazbo. In seveda potem še nadgradnja temu je bila, da pa nekateri, ker so zelo specifični poklici pri nas, ljudje s prakso pridobijo znanja, ki so recimo vrednotena v nekih v plačilnih razredih na 7.2, torej na univerzitetnem, ampak niso mogli priti do teh pogodb, ker nimajo teh formalnih znanj. Potem se pa je reklo, v redu, nimajo formalnih izobrazbe, imajo pa pridobljena znanja, opravljajo to zahtevnost, torej morajo biti plačani za svoje delo opravljeno in se je potem takim zaposlenim pripravila delovna pogodba, da so prišli v 7.2 na univerzitetni plačilni razred, s tem, da so recimo imeli 2 razreda odbitka, ker pač nimajo formalne izobrazbe. In to je, verjetno se ne zgodi velikrat, ne v podjetjih, da se kaj takega Še enkrat moram poudariti, tam sem sicer napisala, HB verjetno kaj več tudi že ve o tem, torej RTV Slovenija kot javni zavod ima svoje izobraževalno središče in v tem izobraževalnem središču ravno razvijamo specifične nacionalne poklicne kvalifikacije, ki omogočajo posameznikom, tistim, ki nimajo formalne izobrazbe, da prek njih napredujejo v višje plačilne razrede. Torej, naš zavod stremi k temu, da izobražujemo in podpiramo iskanje novih znanj. Ker mi smo zelo specifičen ustanova. Zelo. Naši poklici, kjer druge jih ne boste našli, in ni teh formalnih izobrazbe. Ja. No, če malo pa ravno ste omenili vašo ustanovo, pa se tukaj še na Lovrenca navežem. Lovrenc, ti imaš dolgoletne izkušnje z radijom. Mislim, da tudi, da ti je RTV tudi omogočil, oziroma prek RTV-ja si tudi obiskoval te ure pravilne artikulacije in tako. Tudi, ja. Sem imel te govorne vaje in točno to je primer tega, kar je Kristina povedala, ja. Točno to, evo, si odlično povezal. No, pa bi te vprašal, recimo, kaj si prinesel pa iz radija, recimo, v svoj poklic? Ja, sigurno to pravilno izgovorjava. Vem, da preden sem imel te vaje, ko sem razlagal v razredu, me je tako, grlo me je bolelo, ko sem imel te prakse, tekom dneva me je grlo bolelo, potem pa so me naučili pač tega pravilne izgovorjave in jaz nisem mogel verjeti, kaj lahko človek, če pravilno govori, kakšna razlika je lahko tukaj v grlo. Ker grlo enostavno po 5 urah predavanja ni utrujeno, pika. To sem se naučil na radiju, ne. Potem pa še to, ja, ker opažal sem recimo v zadnjem letniku, kako se pač, ne vem, predvsem sošolke bolj, no, kako se trudijo pridobiti pozornost s tem, da so bolj glasne. In se potem derejo, oziroma res, in se pač derejo in so vse potem, ne vem, jamrale, da jih boli grlo, ne, ampak recimo, če ti znaš prav povedati, oziroma če znaš umiriti razred z glasom, si zmagal. Ti boš, ko bomo vsi stari 70 let, ne bomo imeli težav z glasilkami, ne. Zdaj pa, če gledamo naše starejše kolege, učiteljice imajo kakšne že res težave, ker pač to na fakulteti recimo ne učijo, bi pa lahko. No, to vokalna tehnika. Je predmet retorika, ne? Samo nihče ne zbere. Obstaja predmet, ampak da bi imeli pa prav konkretno vaje, to pa mislim. To bi bilo v sklopu te retorike nedvomno. Ja, in je res smiselno, ne? Ja. Ja. Za voljo zdravja in dolgoletnega dela.
sem hotela dodati, da jaz sicer se nisem kaj dosti pohvalila s tem radijom, ampak sem tudi sama delala dolgo let z Radiom Koper kot preko avtorskih pogodb v različnih humorističnih oddajah. Tako da, ja, sigurno je to neka dodana vrednost, če delaš z ljudmi. Sigurno tudi, ja, tudi sama tehnika govora, ampak predvsem to, kar ste tudi zdaj že vsi poudarili, da si nekako, da te ne presenetijo različni ljudje in da jih nekako sprejemamo in da si bolj spoštljiv. In da bolj sprejemaš ljudi. In ljudje, če se počutijo sprejeti, potem je komunikacija sigurno olajšana. Tako. In tako kot je rekla pač Tjaša, pa velja prav za vse poklice, o katerih se danes pogovarjamo. No? Tako. Neka sprejemljivost, ker ali greš v zapor ali pa greš v vrtec, pa vidiš tudi marsikatere stvari, marsikakšne starše in moraš znati. Tako, ne imeti predsodke do različnosti. Tjaša je lepo povedala, zanimive izkušnje. Ja, tako. Zdaj pa bi v bistvu, no, vse smo bolj proti koncu že, nekako smo povzeli vse vaše izkušnje, zelo na kratko sicer. Z študijem pa bi se obrnil, ker je pač tukaj Lejla kot edina poslušalka okrogle mize, pa bi se obrnil na Lejlo, če ima mogoče že kakšen, če se je že mogoče kaj odločala, kaj bi šla naprej študirati, na kateri smeri magistrskega študija se bolj vidi in če ima kakršnokoli vprašanje za sogovornike. Hvala, upam, da se me sliši, ki ima malo slabše povezavo. Okay. Jaz v bistvu sem se odločila, da bom šla socialno pedagogiko študirati na magisterij. Glede vprašanj, jaz sem hotela Laurenca vprašati, kako poteka njegov dan v službi. Me malo zanima. V kateri službi? Mislim, ja, v dijaškem. V dijaškem domu, ja. Ja, začne se ob 3. Traja do 10, odvisno od dijaškega doma. Jaz sem delal že v dijaškem domu v Dicu, v dijaškem domu Ivana Cankarja in pa v dijaškem domu Tabor v Ljubljani. Tukaj v Kopru vsak dijaški dom ima neke svoje specifike in tudi različne urnike, vsem pa je enako to, da delajo popoldne, ker pač dopoldne so dijaki v srednji šoli. Najprej pridemo sem, se pač pogledamo ta nočni zapis. Po noči je pač en varnostnik oziroma dežurni, ki pač piše, kaj se po noči dogaja in vsako noč je pestro. Recimo konkretno danes en primerno. Danes so dijaki, mislim, da 2 kili moke stresali nekomu, ki se je tuširal. No, in zdaj v bistvu raziskujemo, kdo je to naredil, gledamo malo kamere, imamo razne diskusije z dijaki, no, tako da to potem med 4. in 6. so učne ure, takrat se dijaki učijo. Potem pa imajo načeloma dijaki do 9:30 prosto in ob 9:30 spet grem po sobah in preverjam prisotnost, vmes pa imam kakšno interesno dejavnost. Recimo, urejali smo Gradice, zdaj tekom 2 mesecev in pol, kolikor sem tukaj, no, smo urejali Gradice, šli smo na Markov hrib in recimo pol imamo tole slikanje tukaj za mano, pa še nočni pohod imamo v planu. Urejali bomo sobe, tako da zmeraj interesnih dejavnosti je dovolj, vsak vzgojitelj ima svojo interesno dejavnost in torej ob 10 se pa delovnik zaključi. Tako je. In tudi kakšen vikend, ne? Ja, še to, ja. Delam pa tudi vsak drugi petek, se pravi, vsak drugi petek imam frej, ampak vsak drugi petek pa delam in enkrat na mesec tudi v nedeljo zvečer. Tako da je kar v redu, načeloma vsak drugi petek imam podaljšan, oziroma vsak drugi je podaljšan vikend, je pa res, da potem enkrat prideš tudi v nedeljo, tako da tudi kar se tiče urnika je kar okej. Edina slabost je pač ta, ko so vsi v bistvu frej, popoldne na plažah in tako naprej, sem pač jaz na šihtu, tu je urnik, je res edina slabost, sicer je pa delo z mladino res krasno, no bom rekel. Res jim lahko daš to, kar tebe tudi veseli, ne. Jaz sem rekel, da lahko imam gledališko delavnico, filmsko delavnico, tudi nekaj osnov iz radija oziroma iz medijem lahko ponudim, kar jaz vem, ne, in oni pač izberejo to, kar si želijo. Tako da to je v redu. Super, hvala ti. Imaš mogoče kakšno vprašanje še za Tjašo, vezano na socialno pedagogiko?
ki je omenila, že ki me vprašaš, ne? Si omenila, Tjaša, da si šla v vzgojni zavod na prakso. Kako ti je bilo tam? Jaz sem zdaj bila na praksi, sem končala v mladinskem domu in pač po mojem je vzgojni zavod malo bolj na hard, se mi zdi, kot v mladinskem. Jaz sem bila malo tudi v Planini, ki je res specifična, ker gre za vzgojni zavod, kamor se daje v bistvu otroke, ki imajo tudi pridružene psihične težave in niso ravno, je taka neka vmesna verzija, tako da ja, tam je res, recimo, bom izraz ta uporabila kot ti na hard, ampak res ekstremno in to so res težki pogoji. Drugače sem bila pa v bistvu v vzgojnem zavodu, ki mogoče malo bolj kot mladinski dom deluje v Kranju. Je podobno delo je, kot je omenil Lovro, popoldne, v bistvu si neka druga mama, ki se v bistvu ukvarja s tem, da pogledaš, ali je domača naloga narejena, kakšne so ocene, v bistvu za kakšne aktivnosti popoldne poskrbiš, da se ti malo potožijo, neko vzgojno vlogo imaš, tako da večinoma je bilo v redu, ampak so pa pač tudi težke situacije, ker tako kot pač vsi vemo, da pride do tega, da gre otrok v vzgojni zavod oziroma mladinski dom, so pač v ozadju neke stvari. Tako da meni ni bilo tako naporno, mogoče mi je bilo celo malo bolj naporno, ko sem delala v sirotišnici v Novem Sadu, kjer smo bili 24 ur skupaj in spet tukaj so bile res težke zgodbe od prodajanja staršev otroke v prostitucijo do raznih zlorab. Tako da ja, to so res take stvari, ko moraš se malo potem, ko greš ven, umakniti pa res znati odklopiti, da ne nosiš tega vedno s sabo. Ampak ja, meni so te izkušnje ful veliko dale. Tako da jaz pač priporočam, če imate možnost, če ne vsaj za prakso, da se res da pač greste pogledati takšne stvari. Hvala. Ok, hvala Lejla, tudi tebi. Tako, no, pa smo nekako prišli do konca, zdaj bi še enkrat predal besedo ven, če bi kdorkoli še kaj dodal za konec, kakšno misel, kakšen nasvet za Lejlo ali za kogarkoli, ki si bo kasneje ogledal lahko še ta posnetek, če imate karkoli. Jaz imam en nasvet. Jaz še danes vidim določene bivše sošolce, ki se spopadajo s tem, da ne vejo čisto točno, kaj bi počeli, pa če bi res počeli to, kar so študirali. Se mi zdi, da smo bili malo vzgojeni v to, da moraš to delati, kar študiraš. Pač počnite to, kar vam je všeč, pa tudi, če je to čisto neka čudna stvar, pa vas bo nekako življenje pripeljalo do tega, do vaše poti. Jaz vem, da sem hotela delati jezike z ljudmi pa potovati. Pa nisem vedela, kaj je to delovno mesto in pač danes na svojem delovnem mestu delam z ljudmi, zjutraj imam klic v Ameriko, čez 2 ure imam v Dubaj, čez 3 ure imam v Ekvador, v Čile, potujem v te države, tako da v bistvu sem dobila čisto vse, kar sem si želela, tako da ne se fokusirati na to, da karkoli študirate, potegnete največ iz tega, ampak ne se potem nekako ukalupiti, da je točno to, kar morate pač potem početi, ampak pejte z tistim svojim passionom, ki ga imate. Odličen nasvet. In se popolnoma strinjam. In mislim, da se vsi. Tako, če je to, se res najlepše zahvaljujem vsem, da ste pripravljeni biti danes to urco z nami, malo povedati o vašem študiju. Upam, da ste komu vsaj malo mogoče, ki ni vedel, kaj bi sam s sabo, kaj bi se odločil za drugo stopnjo, da ste mu mogoče nekako ga malo bolj usmerili, mu dali kakšen namig in mu pokazali, kaj določen študij je. Mislim pa, da smo predvsem danes izpostavili, da če si človek za delo z ljudmi, pa ne bom rekel samo v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ampak kjerkoli, kjer delaš z ljudmi, se najdejo študiji na naši fakulteti, na drugi stopnji, kjer boste dobili točno tiste kompetence, ki jih za to delo potrebujete, seveda pa morate biti tudi tak človek in morate biti tudi sami zavzeti, se dodatno izobraževati, pa bo vse v redu. Tako, hvala lepa še enkrat. Hvala. Hvala za Srečno vsem. Tudi ja, tako, še enkrat srečno in če bo še kaj takega, upam, da se lahko obrnemo na vas, ker
vedno priskočite na pomoč. Z veseljem. Srečno. Lep pozdrav. Ja, srečno, čau. Ja, ja. Uh,